Marjan Strmljan Major je napisal knjigo Dolomitske sanje. Z avtorjem se bom pogovarjala, Darja Groznik. Dober dan, Marjan. Darja, pozdravljena. Midva se bova tikala, ker sva bila leta nazaj sodelavca. Ja, res je, Val 202. To naju je družilo. Najprej žanrsko opredeliva knjigo. Je to klasična kriminalka z najdbo trupla, zapletom, detektivskim, policijskim raziskovanjem in seveda razpletom? Ali je to ljubezenski roman, je kaj drugega ali nič od tega? Tako kot si vprašanje začela, bi lahko rekel kategorično ne. Vsekakor je to kriminalna zgodba, ki pa je, da rečem, skoraj pol tudi ljubezenska. Torej, lahko bi rekel po domače ljubezensko-kriminalna zgodba. Namreč glavni junak je inšpektor, hkrati se pa ukvarja s svojo novo prijateljico. Omenil si že glavni lik, to je inšpektor Viktor. Še en glavni lik imava v romanu, to je Saki, imunologinja, Japonka. Dogaja se zgodba v Švici, skupna jim je ljubezensko razmerje, ta zgodba in tudi pojav lažnega cepiva zoper COVID-21. Lahko na kratko opišeš knjigo? Morda bi tudi za začetek celo omenil, da se zgodba dogaja v februarju in marcu leta 2025. No, ravno to pa najprej to razčistiva. In seveda ti govoriš v knjigi o cepivu zoper COVID-21. Zdaj smo že globoko v epidemičnih razmerah, spopadamo se s COVID-19. Jaz seveda upam, da leta 2025 COVID-a ne bo več. No, v tej obliki upam tudi jaz, da ga ne bo. Kakšne posledice pa še bodo. In glede na to, da gre za trilogijo, da je to pravzaprav prvi del trilogije, se bomo s tem še pozabavali. Namreč v kontekstu pranja denarja ali pa celo mafijskega delovanja je zdravstvo zagotovo zelo primerno okolje po vsem svetu. Da ne bo kdo vzel Slovenijo, ampak po vsem svetu. In en del se tudi v tej kriminalni zgodbi zadeva dotika, kot si omenila, ponarejenega cepiva, pa ne samo ponarejenega cepiva, tudi oprema bolnišnic, ponarejena oprema in podobne zadeve. Skratka, zdravstvo je, da rečem, fantastičen poligon tudi za mafijo ali pa za kriminal. Misliš, da bi se zgodba lahko dogajala tudi leta 2021, ko se bojujemo s COVID-om, imamo številne medicinske probleme in seveda tudi afere? Lahko bi se, ampak potem bi bila veliko bolj trda v tem zdravstvenem smislu, kar si pa jaz nisem želel. Morda se tudi tega dotaknem. Zgodba je na nek način, kakorkoli je kriminalna, je lahkotna. Ne teče kri v potokih, ni nekih nožev v temi in podobno. No, trupla so. Trupla so, v vsakem primeru, če je kriminal, so skoraj zagotovo vedno tudi trupla. Vendar ta del ni tako poudarjen, predvsem jaz sem želel pisati knjigo, da rečem, lahkotno za branje zvečer, da potem mirno zaspiš, ne da te potem preganjajo kakšni strahovi. Tako da v bistvu je, če se vrnem še na tisto vprašanje okrog žanra, v bistvu, ko sem jaz knjigo pisal, sem želel, da je res taka res vedrilna za na plažo, za zvečer, skratka za nekega bralca, da ga ne bo preveč obremenila. No, tudi ta inšpektor Viktor, ki raziskuje to mafijo oziroma primer lažnega cepiva zoper COVID, ni pravzaprav tipičen inšpektor. Je nekakšen drugačen lik, ga lahko opišeš? V čem je drugačen? Drugačen je, tudi tukaj je bila moja želja postaviti glavni lik, se pravi inšpektorja Viktorja, drugače, kot ga klasične detektivke obravnavajo. Ponavadi je detektiv ali pa inšpektor napol pijanec, da ne bom rekel celo kurbir in podobne zadeve. Sam sem želel ta lik drugače postaviti in utemeljujem ga pa seveda s tem, da je ta oseba potomec ruskega žida, da je bogat, da v bistvu on sploh ne bi rabil biti v službi, ampak glede na to, da je končal pravo, se je potem zaposlil v policiji in pač opravlja delo inšpektorja. Vendar je zraven, jaz temu rečem, nesramno bogat in lahko seveda potuje po svetu, lahko se gre, da rečem, tak bogat turizem. In seveda to tudi njegovi tej prijateljici odgovarja, ker
hodita potem, gresta konkretno, ko se spoznata, gresta na smučanje, zato od tudi ime Dolomitske sanje, ne, ker se večji del ali pa pol knjige dogaja v Dolomitih na smučanju. Švica, omenila sva jo že. Zakaj si izbral pravzaprav Švico? Dobro, Dolomiti zaradi smučanja, zakaj pa Švica? Morda se bo slišalo nekoliko domišljavo, ampak jaz sem knjigo pisal za tuje trge. Absolutno tudi za Slovence, tukaj živim, slovenščina je moj materni jezik, v njem se izražam in želel sem pa napisati, da bi to lahko bral tudi, da rečem, Joe v Kaliforniji ali pa nekdo na Japonskem. Torej, ko sem začel pisati knjigo, sem imel pred sabo svetovnega bralca in svetovni bralec bi težko razumel Spodnji Duplek, Gameljne in podobno, z lahkoto pa razume Ženeva in pa seveda tudi to je v kontekstu zgodbe. V Ženevi je sedež Svetovne zdravstvene organizacije, kamor ta njegova prijateljica prišla delati. Potem iz Ženeve do Lyona, kjer je Interpol, je tudi 100 km ali 1 uro vožnje z avtom. Skratka, dogajanje je namensko postavljeno v Švico in pa predvsem se pravi, na eni strani, da svetovni bralec to prepozna, da ve, o čem pišem, in pa tudi ta prestiž, če imaš vilo ob Ženevskem jezeru, potem imaš veliko denarja, ker tam niso vile po 1, 2 milijonov, ampak se kar v desetinah milijonov meri. Ali še vedno velja za zasebne banke v Švici, da ne rabijo dajati podatkov o svojih klientih in da se zato mogoče denar pretaplja, naprimer v oaze, kjer ni davkov? Definitivno. No, to je bila ena od zadev, ki sem jo jaz šel namerno zase, da rečem celo malo analitsko pregledati, preveriti, ker pred leti je res Švica sprejela, da državne banke ob zelo jasnem seveda posredovanju sodišč morajo dati podatke. Medtem ko zasebne banke pa še vedno ne in se še vedno sklicujejo na ustavo tam iz leta 1800 in nekaj, ki je pač dovoljevala, da je to zasebno lastništvo tudi nedotakljivo v smislu tudi za sodišče. In to seveda s pridom jaz tudi uporabljam v sami zgodbi, ker je pač to resnično stanje še vedno tako, kljub temu, da smo že globoko v 21. stoletju. Primer lažnega cepiva zoper COVID-21 torej je nekako tisto, okoli česar se ta zgodba plete. Če to predstaviva v današnji čas, ali misliš takole čisto teoretično, da bodo čez leta ugotavljali, da se je tudi v letu 2021 pojavilo mogoče lažno cepivo? Se ti zdi to taka ideja, ki je na nek način z lahkoto realistična? Jaz se bojim, da je kaj od tega že bilo realizirano, pa še ta trenutek ne vemo. Zdaj, bodisi, da je šlo bolj za placebo efekt, pa so ga uporabili, kot da je pravo, ali pa celo za zlorabo kakšnega od teh. No, upam, da nimaš prav, ampak dobro, lahko je povod za tako kriminalko in upamo seveda, da ni res, kajti od teh cepiv, od celotnega zdravstva smo pravzaprav vsi odvisni. Definitivno. Sej, morda bi rekel še to, da so tudi drugi aspekti ponarejanja v zdravstvu, ne samo pač to cepivo. Cepivo je ena od stvari, ki si jo pač ti omenila, ne? In zaradi katerega je ta glavna ženska junakinja pač sploh prišla v Evropo, sploh prišla na Svetovno zdravstveno organizacijo. Ni Kitajka, kajti COVID izhaja iz Kitajske, ampak je Japonka. Zakaj? Ne vem, že dolga leta sem jaz malo, ne bom rekel zaljubljen v Japonsko, ampak ena od stvari, že 30 let pijem japonski zeleni čaj. Slučajno ga pije tudi glavni junak. In nekako mi je bila Japonska vedno v nekem smislu zanimiva. Navsezadnje, če se vrnemo na knjigo, tudi to je največje knjižno tržišče, čeprav je Američanov več, ampak se knjig proda na Japonskem več. Če vam sam za hec povem številko iz leta 18,
950 milijonov knjig so prodali na Japonskem. No, nekaj več o tvojih načrtih, še malce kasneje. Seveda, COVID nam je prinesel med drugim tudi obilo časa. Delali smo stvari, za katere nikoli nismo imeli dovolj časa. Je COVID v narekovaju kriv tudi za tvoj prvi roman? Definitivno je bila to pika na i. Sam sem se že večkrat spravljal, da bi morda kaj napisal, delno tudi v tem, ko sem se pogovarjal s prijateljem Markotom Radmilovičem, za katerega sem vedel, da piše svojega kolesarja in to kar nekaj časa, so se kaj tudi pogovarjala na to temo. No, ko ga je pa on v bistvu lansko leto, v začetku leta izdal, sem pa rekel, zdaj pa čas, da se jaz lotim pisanja, in res je, da se je potem takrat tudi zaprl javno življenje se je zaprlo in dejansko sem res v tem smislu časa veliko in sem si tudi nekako zadal, da v enem letu to knjigo napišem. In si? In sem točno 25. februarja letos zadnjo piko naredil, potem seveda je šlo še malo lektoriranje, pa gor pa dol, skratka junija je potem to prišlo v založbe in potem kasneje tudi v knjižnice in tako. Predvidevam, da si tudi strasten bralec kriminalk? Res je, zadnja, ne bom rekel leta, me je spopadlo, da sem sposoben tudi po 2 na dan prebrati, če me zelo zagrabi. Lepo. Kriminalke tudi slovenskih avtorjev so v Sloveniji zelo priljubljeno branje. Tadej Golob, Avgust Demšar, to so kriminalke, po katerih so posnete tudi televizijske serije. Zakaj misliš, da so priljubljene pri slovenskem bralstvu? In seveda naslednje vprašanje, sta bila ta dva avtorja mogoče tvoj vzor ali si želel ubrati povsem svojo pot? Si bom dovolil reči, da sem želel biti precej drugačen od klasičnih avtorjev detektivk ali pa klasičnih kriminalnih trilerjev. Iz 2 razlogov. Eno je, da so manj krvave, če smem temu tako reči, da so tudi manj strašljive, skratka, da so bolj sproščujoče in pa da se dogajajo vsaj en del na malo bolj prestižnem življenjskem prostoru, se pravi od, ne vem, če hočemo malo boljših hotelov, skratka en, rečemo temu, lahkoten življenjski stil, malo prestižen, ki ga načelno te klasični ne obdelujejo, nasprotno grejo bolj v, da rečem, neko podzemlje. Tako da po tej plati sem želel biti. Mogoče, da mi je najbližje, čeprav seveda sem jaz še 100 svetlobnih let od tega, ampak Ian Fleming mi je recimo v nekem smislu blizu, ne v tem smislu, kot je v filmih, ko je dejansko 3/4, bom rekel, neizvedljivega, da nam rekel kar fantastičnega, ne? Ampak stvari, ki sem jih jaz zapisal, so vse lahko izvedljive, tako kot so zapisane. Omenil si že Inšpektor Viktor, ki je glavni junak v knjigi Dolomitske sanje, ki jo predstavljava, je uživač, zna uživati življenje, kot si sam dejal, je iz bogate družine in pravzaprav mu ne bi bilo treba delati, vsaj tako sem tudi jaz razumela, biva v razkošnih hotelih, uživa v dobri hrani, skratka je uživač. Ima kaj skupnega s James Bondom? Definitivno ja, zato sem tudi prej omenil Iana Fleminga. V nekem smislu je on, jaz bom zdaj malo grobo rekel, žendarski James Bond, ne, ali pa policijski James Bond, v nekih ozirih definitivno. In eno od teh, kot si omenila, to malo prestižno življenje, uživaško, definitivno. Mogoče ni povezano s to knjigo, ampak vendarle si gledal zadnji film Jamesa Bonda, si bil zadovoljen s koncem? Misliš čisto najnovejšega? Ja. Ne, nisem ga še videl. Dobro, potem pa bova pustila konec za kdaj drugič. No, morda, če dovoliš, ker si omenjaš konec, ta knjiga je prvi del trilogije. Tako da bralec naj bo tudi, da rečem, po tej plati malo pripravljen, da se tukaj še ne dogajajo razkritja, so se dogodki zgodili. Zdaj lahko mirno že povem, da pišem, da sem že kar na nekih dobrih 100 straneh nove knjige, nadaljevanja tega. In tukaj se bo že malo nakazalo, medtem ko tisti finale kot finale bo pa seveda šele v 3. knjigi.
No, ravno to sem hotela vprašati, seveda konca, nekega klasičnega konca, ki ga pričakuješ, ni, torej sledilo bo nadaljevanje. Bo inšpektor Viktor spet nastopal, pa bo samo okolje drugo, kaj boš zamenjal, lahko kaj izdaš? Lahko izdam, absolutno ja. Kraji bodo topli, če so bili zdaj hladni, bodo zdaj topli. Na drugi strani se bo seveda določeni liki se bodo seveda pojavili, ker se jih bo razkrilo, nekaj se jih bo razkrilo, nekaj se jim bo tudi kaj zgodilo določenim. Definitivno je pa inšpektor Viktor glavni skozi vse 3 knjige, a ne? Ta, ki nastaja, in še ena, ki bo kot finale potem te trilogije. In seveda žensko vprašanje, Saki bo ostala tudi v drugi knjigi, v tretji, torej se njuno razmerje nadaljuje? Se nadaljuje, bo pa seveda kar pestro to razmerje. Skratka, turbulentno. Turbulentno, lahko rečeva. Dobro, Marjan, kakšne načrte imaš s to in seveda z naslednjima knjigama? Težko je seveda govoriti, da si človek ne želi, da bi uspel. Potem ne bi nič delal, če ne bi imel ambicij, da bi uspel. In zdaj bom se vrnil najinih 30 let nazaj na Val 202. Že takrat sem bil jaz ambiciozen, da bi pač počel stvari še kaj na novo ali pa še kaj drugače. In tudi s knjigo sem si seveda zaželel izdati to na svetovnih trgih. Ta trenutek resno delam na tem. V angleščino je drugače to že prevedeno in je kot e-knjiga že dostopno preko Amazona. Vendar to ni to. Še vedno si bralec želi fizično knjigo prijeti v roko in brati. Tako da se zdaj zelo resno pogovarjam z založbo iz New Yorka za fizično izdajo angleške verzije. Hkrati seveda sem se pa lotil tudi japonskega trga. Sem že prej omenil, da je izjemno veliko, izjemno bogato. Res pa je, kar seveda lahko tudi na glas priznam, samo 8% tujcev uspe na Japonskem. Prodre torej na njihov knjižni trg? Ja, to pomeni, da zasluži kaj tako. Ne, da jih seveda tiskajo tujcev, kolikor hočeš, ampak da rečeš, da so uspeli v tem smislu, da so zabeleženi kot uspešni, jih je pa samo 8%. Samo 8% nejaponskih avtorjev. Ampak morda glede na to, da je ženski lik Japonka, da prepričam kakšnega založnika tam. In pa zelo resno sem se lotil tudi finskega trga. Zakaj finskega? Finskega trga pa zato, čeprav je majhen, ampak je po drugi strani Finci so v Evropi največji bralci. In tudi na svetu so takoj za Japonci, so na drugem mestu. Tako da v tem smislu je pač Finska majhna, ampak bralno pa izjemno daleč najbolj razvita, če govoriva v Evropi. In slučajno je ta moja oblikovalka, Ana Forjan, ki je knjigo oblikovala in osnovno ilustracijo naredila, je živela 7 let na Finskem in mi je seveda pri tem pomagala, ker lahko rečem, da sem bil čisto presenečen, da ne rečem kar šokiran, da niti ena od finskih založb ne uporablja angleškega jezika, ampak strogo samo s finščino in si ne moreš z angleščino nič pomagati. In podobno je tudi pri Japoncih, tudi tam imam tovrstne težave. Zelo malo se oni ukvarjajo z angleščino. Dobro, vsak trg ima svoje zakonitosti. Marjan Strmljan, major, mogoče še to vprašanje, ta major, odkot ta priimek, ta dodatek k tvojemu priimku? Ja, želel sem si v bistvu Strmljan zamenjati predvsem za tuje trge v nekaj bolj anglosaškega ali pa lažje izgovorljivega. In sem se spomnil seveda zgodbe, ki je resnična. To je pa iz zgodovine, 200 let nazaj, iz moje kmetije, tam, ko sem jaz rojen, iz Mlinš, se je pri kmetiji rekli Parmajori. To pa zato, ker je v času ilirskih provinc bil ranjen en francoski major in je potem umrl pri tej hiši. In se je potem od takrat naprej pri hiši rekli Parmajori. No in sem se jaz potem to spomnil, in za angleško verzijo tam je celo samo MS major, kar je še lažje. Čeprav Marjan bi znali tudi oni izgovoriti,
čeprav tudi kakšni imajo lahko težave z izgovorjavo, ampak z MS Major pa praktično nima težav nobeden. Marjan, upam, da ti bo uspelo. Želim ti še veliko uspeha pri pisanju obeh naslednjih knjig in seveda tudi v nadaljevanju, v iskanju možnosti na tujih knjižnih trgih in seveda želiva čim več bralcev knjige Dolomitske sanje. Knjigo seveda lahko kupite v Konzorciju in ostalih knjigarnah Mladinske knjige. Marjan, hvala za pogovor. Hvala za prijeten klepet.